Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Naša tokratna gostja je moja dobra znanka. Dolga leta sva sodelovala tudi v sindikatu Neodvisnost KNSS skupaj. Zato se že kar precej let tikava, tako da predlagam, da tako ostane tudi v tej oddaji. No, z nami je Evelin Vesenjak, predsednica tega sindikata, ne? Točno tako. Lepo pozdravljen, Igor. Kot si povedal, se poznava že dolgo let. Bila sva tudi sodelavca, mislim, da zelo dobra sodelavca. Zdaj so se malo najine poti razšle in sva se spet srečala v tej malo drugačni situaciji, kot jo imamo, kot smo jo poznali kdajkoli. Jaz kot predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, ti pa kot svobodni novinar. Ne? Tako. Evelin, verjamem, da nekateri ne poznajo prav dobro sindikata, pa je prav, da greva malce na začetek, ne. To je bil eden prvih sindikatov, prvi sindikat, ki je bil drugačen od prej obstoječih, ki je izniknil iz tega protesta delavstva v Litostroju. Takrat ga je vodil zdaj že pokojni France Tomšič. Si se kmalu ti priključila sindikatu? Jaz moram priznati, da od vsega začetka. Pokojnega Franceta sem zelo dobro poznala, ker je prišel direktno k nam v Trbovlje preko enega našega kolega, ki je bil moj sodelavec v družbi Iskra, kjer sem jaz delala v Galvaniki, sva bila z Marjanom Bebrom sodelavca in on nas je takrat navdušil za nekaj, povedal nam je o neki novi možnosti in to je bil ta sindikat. Kot si povedal, dejansko takrat je bilo tako, da so bili protesti v Litostroju zelo odmevni, ki so tudi dosegli neke določene velike spremembe. Bil je pa takrat želja Franceta, kot je on meni povedal, ko sva se tudi pol pogovarjala kar veliko stvari. Njegova želja je bila ustanovitev stranke, vendar v prejšnjem sistemu je bilo to popolnoma nemogoče. Imeli smo enopartijski sistem in vedeli se je, da se teh stvari ne da delati. Potem je pa nekje skozi neke pravne luknje društev prišlo do ustanovitve sindikata. To je pa bila, ker vse vemo, prejšnji sindikat, družbeno-politična organizacija, podaljšana roka vlade oziroma komunistične partije. Zadeve sindikalne so se odvijale na svinjskih polovicah, na ozimnicah in na izletih, ki so imeli kakršnekoli posledice že, ne. Stvari so se spremenile v tistem času, ker je predstavljalo to nekaj drugega, nekaj novega. In ko smo se mi v Trbovljah, zdaj tiste hiše že ni, včasih je bil tam noter Ferrari bar, pa dežnikarstvo, jaz ne vem, kako se je tej stavbi rekli. Tam smo se mi dobili, in 8 nas je bilo predstavnikov, ko smo bili iz Iskre in takrat nam je prišel France predstaviti to svojo idejo. In jaz moram reči, da sem bila navdušena nad to idejo. In ne samo nad to idejo, tudi nad človekom, pa nad tistem, kar je želel dosežiti, kar je želel spremeniti, pa kako je on verjel v to, da se to da. To je bilo nekaj neverjetnega, kaj je on vse verjel, ker v naših časih se mogoče niti nismo toliko s tem ubadali. Nismo pa vedeli, da te časi prihajajo, ko se bo pa treba. No in jaz sem se takrat priključila in ostala do zdaj, ne, pa so se zamenjali za Francetom, kratek čas, Slavko Kmetič, ne? Slavko Kmetič je bil samo 10 mesecev, tista je bila ena taka epopeja, ki nas je naučila marsikaj, ne, da smo dobili malo trdo kožo. Potem je pa prevzel Drago, ki ga tudi ti dobro poznaš, ker sta bila tudi sodelavca, pa veliko sta delala skupaj in je bil tudi na obisku pri tebi v oddajah, ko si bil še na ETV-ju kot odgovorni urednik in smo se kar velikokrat srečali in kaj pametnega tudi povedali tej javnosti v Zasavju. Moram pa priznati, da v Zasavju smo imeli samo nekaj časa v Iskri, ta sindikat, ki sem ga jaz takrat potem tudi prevzela v času, ko je šla Iskra v stečaj. Pred stečajem je bila ena taka odmevna trotedenska stavka, iz katere se je pol cela zadeva razvila. No in takrat sem jaz tudi dobila ene take možnosti, ker so me pač ljudje opazili, da se morda, da pa lahko tudi name kaj računajo v teh zadevah. Torej, Iskri je bil pa potem na Siporexu takrat. Ja, potem je bil pa eden redkih sindikat, ki si ga ti ustanovil. No, to je bilo pa
še za časa, Ja, ko je to je sindikat bilo vodil Franceto. Slavko Kmetič. Kmetič. Ja. Pa mislim, da je bil tvoj sindikat že ravno tam nekje, ko se je menjava dogajala. Da ste, Potem se je pa, mislim, da Tako. v Postojni zgodila se je pa menjava cela, na, tako, točno na to. kongresu, tako da kako se je reklo. Ne? Si bil še v Ja. Francetovih časih. No, Žal tega bilo je pa sindikata kar težko tudi ni več. takrat ustanovljati sindikat, ker Izjemoma. niso priznali reprezentativnosti, pa ne vem kaj še, ampak na koncu po letu boja smo Je uspeli zadeva in uspela. kmalu prevzeli tudi svet delavcev. Ne. In Zelo, bili zelo kar dobro ste delali. množični. Moram reči, da zelo dobro. Sem bila navdušena nad tem, kadar sem prišla k vam na obisk, ko ste me pač poklicali za določene stvari, ki je bil še, mislim, da je bil Percel direktor. Ja, tako, Gerhard Ja, Percel. tako. Ampak zanimivo, ne, glede na to, da je ta sindikat, Tomšičev sindikat, vzniknil, zrastel iz delavskih vrst, Litostroj, industrija, da se nekako ni prijel v tem industrijskem zasavskem okolju. Verjetno zaradi te tradicije, ker ni bil on del partije, tu pa so bili sindikalisti bolj kot ne vem, odsluženi kader partije. Točno tako. Zdaj boš pa sindikalist. Točno tako. Kot si povedal, se tukaj ni prijelo zaradi tega, ker mi v Zasavju smo pač nekako majčken drugačna regija. V tem, če se lahko izrazim, kar mene zelo moti, levo-desnem sistemu. Ker če se bomo enkrat začeli zavedati, da smo vsi eno, Slovenci, takrat bomo mi prosperirali. Dokler se bomo pa samo ping-pong šli, mi smo vaši, vi ste naši in to je tisto, kar bi mogla presekati ta politika, o kateri zdaj govoriva, in to je tisto, kar je nam sindikatom uspelo. In dejansko ta sindikat se ni mogel prijeti zaradi tega, ker je dobil takoj, to so seveda poskrbela takratna partija, še kot Predznak vodilna, desnosti verjetno. predznak tega in potem so zraven mu pobarvali še razne druge zadeve, te desničari, to so seveda bili takoj kvizlingi, izdajalci, tako imenovani belčki, to so te, ki prihajajo iz Argentine, te nam bojo zdaj zadevo tukaj rušili, ker prej niso mogli. Take fame, ki se preprostih ljudi hitro primejo. In so imeli občutek, če bi se pa te ljudje poglobili v tisto, kar je predstavljal sam sindikat, kaj je naredil v tistem trenutku, da je sindikalni pluralizem sploh v Sloveniji zaživel, bi pa videli, kakšne velike možnosti imaš, ker če imaš ti konkurenco, lahko nekaj dosežeš. Če tega nimaš, potem je pač isto, kot da ti dirigira ena stranka. Je pa bila ta konkurenca zelo neenakopravna. En sindikat prejšnji je imel ves kapital od počitniških kapacitet v rokah, ta Tomšičev pa praktično nič. Ne? Prav Samo ničesar. članarino. Ampak nekako mu je uspelo in jaz, ko sem imela zdaj priložnost kot predsednica in ravno v času, ko je prišlo do te znamenite GDPR pa omejitve osebnih podatkov in tega spoštovanja, smo mi naš arhiv temeljito prerešetali, pregledali in ga tudi pravilno vzpostavili, tako kot se zahteva, sem jaz bila nemalo začudena na tem, koliko ljudi je takrat pristopilo in kakšni ljudje, kakšne sfere ljudi so to bile. Ne samo delavci po proizvodnji, tudi recimo inženirji razni. No, tudi France je bil inženir. Seveda, on je izhajal iz tistih vrst, ampak meni je bilo prav impozantno, katere firme sem jaz našla noter, ki so bile kot ustanovne firme tega sindikata. To je bilo res nekaj neverjetnega in takrat sem jaz spoznala, koliko je uspelo te Francetu z njegovimi takratnimi tistimi sodelavci, ki so resno verjeli v to stvar, narediti en tak močen sindikat. Sej sindikalno premoženje se je nekako razdelilo, hvala Bogu, sicer takrat tudi pod vlado sedanjega predsednika vlade, Janeza Janše, ampak nič hudega, če se je to zgodilo, takrat se je bilo že zadnji in skrajni čas, da se je to naredilo, ker je bilo pač malo do nas nepravično, da nismo tega premoženja mogli koristiti. Zdaj se sicer te stvari nekako v večini prodajajo, nažalost propada tudi v Radovljici ena lepa zgradba, ki je bila včasih, ki bi jo lahko sicer se menimo, da bomo morda pa skupaj spet kaj naredili tacga pametnega, ampak hvala Bogu je prišlo do tega, da smo ta premoženje potem tudi razdelili. Žal je takrat Tomšiča ni bilo več na vrhu našega sindikata. Jaz moram reči, da Tomšiča nisem nikoli imela mislim v slabem spominu, nikoli. In mi je bilo takrat kar precej hudo, da so bile, jaz imam občutek, da so bile tisto njegovo rušenje kar ene male spletke.
Da ni bilo to čisto pošteno. Iz zdajšnje distance se to toliko boljše vidi. Definitivno. Je pa res, da on je kmalu, ko je ustanovil tudi stranko SDSS, takrat je kmalu prišel potem na predsedniško mesto Jože Pučnik in po njem spet kmalu Janez Janša in z leti je tudi stranka postala nekaj drugega, kot je bila takrat, levo-sredinska oziroma tista stranka, ki ima sicer veliko domoljubja v sebi, ampak še vedno bolj levo-sredinska kot pa desno-sredinska, zdaj je nekaj drugega. In mislim, da si ti ena tistih, ki je stranki na vrste tudi zapustila. Brez skrbi. V sindikatu si postala, ne? V sindikatu sem ostala, v stranko sem takrat vstopila ravno zaradi Tomšičevih idej. Kot sem že rekla, ta človek je imel neko vizijo, ki je bila popolnoma drugačna in moram reči, da sem bila takrat morda majčkeno tudi razočarana že samo zaradi tega, ker so na čelo stranke postavili Pučnika. Ker se mi je zdelo, da bi se zadeva morda drugače odvila, če bi ostal, ampak njemu so pač nekako takrat je bila že tudi neke vrste kuhna, saj ti imaš tamle svoj sindikat, dobro prosperirate, bomo zadevo peljali na ta način, ampak če bi to bilo tako, kot je bilo, bi morda bilo danes drugo. Tako kot si rekel, stranka je predstavljala nekaj novega, nekaj boljšega, nekaj res domoljubnega. Ni prišla ven recimo iz komunistične partije. Deleč od tega. Iz delavstva. Ja, in je potem ravno nekdanji partiji prepustila ta politični pol, levo-sredinski. In nažalost se je pol zgodila ta sprememba, ki je, jaz ne vem, zakaj se je ta stranka toliko spremenila. Jaz moram osebno priznam, da se je za moje pojme pokvarila. In od takrat naprej se tudi moje sodelovanje v tej stranki, dobro, jaz nisem bila nikoli, ne vem kak, jaz sem bila samo član te stranke, ampak jaz sem enostavno izstopila iz stranke, ker tega ni bilo mogoče več prezreti, ker to domoljubje se ne kaže na prav način. In ukolikor, tako kot sem že prej rekla, ukolikor želimo, da se bomo spremenili, da bomo dosegli prosperiteto, se ne smemo razdvajati, pa si očitati nekaj, kar si očitamo že, ne vem, 70-100 let. Dajmo začeti razmišljati, da smo eno. Pa kdor kaj zna, ne kdor je naš, pa kdo je vaš. To pa predvsem kdor kaj zna, ker to naš pa vaš je dokazala že prejšnji režim, da to ni v redu. Predvsem pa verjetno tudi to ni dovolj, kar znaš, ampak predvsem, dobro, kar znaš je zelo pomembno, ampak predvsem, da si pošten. To pa lahko spremljamo od orožarskih afer do Teša, do cestnega križa, avtocestnega križa, do zdaj, ker prebiramo zdaj v teh znova kritičnih časih koronavirusa okrog nabave zaščitnih oprem. Pa ne samo v politiki. Vse posod se pojavljajo ljudje, ki niso pošteni. In ko ti enkrat doživiš, da te recimo nekdo, ki si ga imel za poštenega, razočara na taki črti, potem takrat res spoznaš, da včasih pa ni zaupati nikomur. Ali pa morda zaupanje zelo previdno razvijati. Ne? In žal mi je, da so take stvari dogajajo, žal mi je vse povsod in mislim, da če bi znala Slovenija to presežiti, pa iti mimo tega, da bi res prosperirala. Jaz se prav spomnim takrat, jaz sem bila na Demosovih volitvah kot članica takratne stranke in sindikata, tudi članica volilne komisije in jaz se spomnim tiste evforije. In to me žalosti, da nič od tega se ni zgodilo, kar smo mi pa bi lahko. Ker sem prepričana, da bi lahko to dosegli, ker smo zmožni, ker Slovenci dokazujejo na vseh področjih, od športa, od znanosti, od zdravstva, od raznih tehnologij, da smo sposobni izjemno, zdaj tele respiratorji, ki so jih naredili pa nas na hiter, sam treba se je skupaj vzeti, koliko so te dokazali, treba se je skupaj vzeti. In začeti nekaj delati skupaj in ne razmišljati, kdo bo zdaj tukaj imel največje od tega kredite si vzel, kdo bo zdaj zaslužil. Verjetno Evelin se več zasluži, če gre preko posrednikov nekje iz tujine, kot pa če se doma izdelajo. Jaz to razumem, da se to več zasluži, ampak sej ničesar ne nesemo s seboj. Ja. Pa več, kot v enem avtomobilu se nihče ne more voziti, ker zaenkrat še ne znamo tako, da bi se 2 avtomobila vozila. Lahko se naješ sam toliko, kar spraviš noter v svoj želodce, se ti pol nekje tudi pozna, dobiš, ampak
Saj nič bolj ne živimo, če imamo ne vem kakšne vile, pa razkošna vozila, pa ne vem kakšne hrano jemo, pa da imamo denarja. Tudi eni dobri domači žganci ali pa renstan krompir ali pa recimo grenadir mrš, kot midva poznava iz naših krajev, se je lahko odlična hrana, če ti lahko zvečer se uležeš tudi v malo bolj preprosto posteljo, pa zaspiš mirne duše, ker veš, da nisi nič naredil tacga, ker ne bi sam s svojim delom zaslužil. In s tem se pokrit, te nima kaj skrbeti. No, verjetno gledalci ne vedo, da sediva na prostoru, smo na prostoru Kipah v Trbovljah, kjer so vsako leto že vrsto let zapored pripravijo tradicionalno kresovanje. Danes je tisti dan, ko bi moral biti tu postavljen kres, ni ga zaradi znanih razlogov. No, marsikdo, saj jaz sem na teh zborovanjih pogrešal vedno, saj v zadnjih letih govor predstavnikov delavstva, saj zame župani niso predstavniki delavstva, ne? Kako pa ti na to gledaš? Ja, zdaj, če povem čisto tako, kot dejansko je, ne? Kdor financira, tudi govori. In dokler so sindikati imeli denar in so financirali sami te organizirane zadeve, sicer z dovoljenjem občine, takrat so tudi sindikalni voditelji pa razni predstavniki lahko imeli govore na kresovanju. Od takrat naprej, ko je to prevzela občina, kar je v redu, da je pač to prevzela, dal bi se sicer tudi na kakšne bolj cenejše načine narediti tako stvar, ker ljudje... No, vsekakor pa tudi, če so prevzeli, bi pa lahko dali možnost slavnostnega govora predstavnikov nekega sindikata. Ne? No, jaz bom rekla, če že v Zasavju nismo imeli toliko predstavnikov, naš sindikat, KNSS, Neodvisnost, pa morda Zveza svobodnih sindikatov je pa vedno imela sedež in bi lahko, saj njim, če že nočejo nam dati možnost. Jaz moram priznati, da sem se županji enkrat v SMS-u preko telefona ponudila, ker sem bila pač ravno takrat neobremenjena, 30. ponavadi sindikaliste nas povabijo, sploh predsednike kakih konfederacij ali pa zvez, da kje drugje naredimo govor. Recimo, jaz sem 3-krat govorila na Rožniku, takrat tudi z ostalimi kolegi, potem sem bila v Velenje povabljena, kjer so bili naši rudarji, ki so pristopili k našemu sindikatu, največji sindikat prav rudarjev velenjskih je v naši konfederaciji, na kar moram reči, da sem izjemno ponosna. Potem sem bila tudi lansko leto povabljena v Koper, kjer so naš bratski sindikat, s katerim se zdaj združujemo. Nisem pa takrat od županje dobila niti odgovora nazaj. Ne. Bom pa tako rekla, morda bi imela v Zagorju večje možnosti. Zaradi tega, ker jaz sem pač po rodu iz Zagorja. Jaz se vedno čutim v Trbovljah preseljena. Mogoče boš lahko kdaj še poskusila, ja. Tako da mogoče bi imela pa večje možnosti. Čeprav, glede na to, da tudi sami zaposleni dostikrat za težave, svoje težave krivijo tudi sindikat, pa tudi sindikaliste, in tudi izstopajo, pa se ne priključujejo sindikatu, je vprašanje, ne, kako si bila ti sprijeta, ko si govorila z Branim na takih slovesnostih? Mešano. Nekateri so spodbujali govore, so jih poslušali, so razumeli, kaj se želi povedati, drugi so imeli pripombe, da so vedno ene in iste besede, pa da so nas vedno samo na zborovanjih polna usta. Tretji so morda tudi žvižgali zadevo, bili so poslani na te združevanja, tudi nekateri, ki so morda tam samo zato, da delajo, bom po primorsko rekla, kažin. Ker je tudi pomembno, se vemo, da na vsakih zadevah se vedno najde nekdo, ki je proti temu in gre tja zato, da pač počne neki kontra tistemu, kar se dogaja. Je pa res, kar si omenil, Igor, in sindikalizmu se je delala velika krivica od vsega začetka, ker je bilo to tako, v začetku, ko je ta naša mlada država nastala, je bil sindikalizem zelo pomemben. Vsaj te vladne stranke oziroma ta politična pozicija ga je smatrala kot pomembnega, ker je združeval velike količine ljudi. In če si ti lahko nekako z njimi se povezal, si imel velike možnosti, da si nekaj dosegel. Potem so bile pa določene odločitve, ki pa jih sindikati nismo želeli podpreti, ker v prvi vrsti, vsaj moj moto je takšen,
da podpiram samo tisto, kar je dobro za delavca. Pa za državljana, recimo. Ne? Tudi upokojence moramo razmišljati za naprej in ostalo, ampak takrat so se pa te stvari začele križati. In takrat je politika, ki je finančno verjetno veliko bolj zmožna kot sindikati, poskrbela, da se je začelo konstantno protisindikalno govori so bili. Vse povsod, kjer je sindikat dosegel neko posebno prelomnico za nas, ko pogledamo recimo zakonodajo, ki smo jo spreminjali, pa kjerkoli smo uspeli doseči, da so se naše ideje spremenile v dejansko v člene, ki zdaj držijo, se pravi pravice. Vse posod se je, če se spomniš, vedno videlo, ja, Semoličeva plača, pa Štruklova plača, pa to so tukaj, pa so svetniki, pa na ne vem koliko pozicijah, pa vse posod sedijo in se samo pasejo na tem denarju. Jaz mislim, da temu ni čisto tako. Verjetno so bile pa največje težave pa takrat, ko se je delala ta, nekateri so rekli, prihvatizacija, ne? Ko se je divje lastninilo, tudi veliko potem spravilo na kant. In dostikrat je bil takrat tudi sindikat nemočen in najlažje je takrat kritizirati ravno sindikat, ki ni več postoril. To ti jaz lahko povem iz lastne izkušnje. Jaz se spomnim zadeve v Iskri. Ljudje so hodili v službo 5 mesecev, nismo imeli plač. Ženske, ki so imele v večini, ker je bil pri nas takrat še delujoči rudnik, knape za može, so imele vsaj neka finančna sredstva. In dokler nismo na sindikatu, našem sindikatu takrat dokazali, da se jim ne plačujejo prispevki, ker one so bile v veri, da se jim prispevki pa davki, važno, da imamo mi delovno dobo, se je reklo, ker je bila to neka taka, vse ostalo me ne zanima, saj moj prinese pa preživi. Nekateri nismo imeli te sreče, da bi imeli takrat denar, smo bili pač zaposleni v direktni proizvodnji in šele takrat se je zgodilo, da so se ljudje premislili, smo naredili tisto stavko 3-tedensko, je pač žal šla zadeva v stečaj, na ruševinah je zrasla nova firma. Ko sem jaz takrat, prej, vsem tem ljudem smo naredili vloge v stečaje. Jaz osebno moram reči, da vsaj vsem našim članom sem sama direktno spisala, pa ne zato, da se zdaj, ampak hočem samo povedati, kako se ljudje obrnejo. V tistem trenutku, ko bi mi pa lahko morda rekli, ok, ta je pa zaupanja vredna, torej tudi sindikat, ki ga vodi, nam bo nekaj pomagal, dajmo to možnost, učlanimo se naprej. Ne. To pa ne. To pa ne in potem so bile še tiste, ja, saj znate poskrbeti za sebe, vi ste zdaj v Ljubljani, ste veliki ljudje, ki sedite na stolčkih. Jaz moram priznati, da te stolčki lepo izgledajo. Ampak odgovornost, ko se na ta stolček, če jo resno jemlješ, ko se usedeš, je pa velika. Evelin, če ne bi bilo sindikalnih organizacij, sindikalistov, seveda ne živimo tako, kot si želeli, ne? Ampak bi živeli še slabše? Zelo slabo, ker tudi, če verjamemo, da bi vsaj zakon o delovnih razmerjih obstajal, ker bi nekako, glede na to, da smo del Evrope, bi mogli imeti vsaj en urejen ta del. Ta zakon ima dobre temelje za pravice, ki izhajajo iz njega. Ampak ni jih pa določil. Specificirajo jih pa potem kolektivne pogodbe, pa vsa ta pogajanja, ki jih vršimo sindikati. In vkolikor bi imeli samo zakon, sicer piše, da imaš recimo banalen primer, delavec mora prejeti regres, nič ne piše koliko, lahko je 1 evro. Delavec je prejel regres. Delavcu je treba plačati, povrniti stroške, ki nastanejo, materialne stroške. Spomnimo se gospoda iz Iskre, kako se že piše, tale bivši minister za finance, gospoda Šešoka. On bi njim še zaračunal parkirnino, da lahko parkirajo pred firmo, ko pridejo s svojimi lastnimi vozili. Tega ne bom nikoli pozabila. In naj se ljudje bi se mogli zavedati, kaj je tisto, kar sindikat njim priskrbi v zvezi s pravicami. To je nekako tako, enkrat si že dejala, avto imamo tudi vsi obvezno zavarovanega, zato da takrat, ko se zgodi kakšna nesreča, da nas ne udari preveč po denarnici, da povrnemo vsaj škodo, zavarovalnica povrne škodo tistemu, ki smo jo pozvali. To si se dobro zapomnil, to je vedno, jaz tudi razlagam ljudem, da je to neke vrste zavarovanje za primer, ko se karkoli zgodi, ker ti se lahko na sindikat potem obrneš in če danes pogledamo, če imaš kakšno težavo, pa greš k odvetniku, to ni malo denarja. In delavec z plačo, ki jo ima,
si to zelo, zelo težko privošči. V tem primeru je pa sindikat do tiste stopnje dolžan delavcu pri tem pomagati. Zdaj smo v času res te krize, recesije zaradi tega koronavirusa COVID-19, ampak jaz mislim, da vse tisto, ki nas še čaka, tudi hudega, še prihaja. Zdaj odpuščanja ponekod se že dogajalo, če samo pogledamo Gorenje. Tudi marsikje drugje bo tudi verjetno bolj na tiho šlo skozi, ker so to manjše firme. Kaj napoveduješ? Mogoče napoveduješ jesen, če ne bo spet virus, pa bomo zaprti doma, kakšne proteste? Veliko gospodarsko krizo, ki bi morda lahko pripeljala tudi v proteste. Ker ne glede na to, ker nekaj se jih je že zgodilo, ne? Tistih varnih recimo. Ne? Te protesti, ki so bili zdaj, ne? To, kar, če lahko temu rečemo, ker so bili omejeni, so iz drugega vzroka. Te protesti so zato, ker ljudje imajo občutek, da so omejeni na svoja bivališča, pa na karanteno, pa na prepovedi gibanja zato, ker se v ozadju dogajajo neke netransparentne stvari oziroma neke umazanije. In ljudje so hoteli proti temu protestirati. Zdaj, kaj se bo pa zgodilo jesen? Zdaj le bojo ljudje počasi začeli hoditi v svoje službe. Tam se bo sploh videli, koliko je še potrebnih za delo, kot si rekel, kolikih pa ne bo šlo. In ljudje so že odpuščeni, ker agencije večinoma pogodbe, ki so sklenjene za določen čas, se niso podaljševale. Na te smo kar pozabili, ne? Zelo veliko. Zdajle recimo je porast same brezposelnosti prijavljenih na zavodu je enormno visok in se bo še bolj dvignil. Takrat bo prišlo do težav, povrh vsega bo pa gospodarska kriza. Ker vkolikor ta del Evrope ne bo skupno, kot je bila imenovana tale korona delnica, odgovarjal za zadolženost, za finance, ki so bile zdaj dane vsem državam iz evropskih skladov, zato da omilijo posledice tega, kar se je zgodilo. Nekatere države so proti temu, se pravi, isti primer je bil takrat, ko so recimo države odgovarjale, ko smo mi plačali za Grčijo, pa tega ne moramo pozabiti, da smo takrat naredili, ampak to je bila tista solidarnost, ki smo jo mogli kot člani. Zdaj bi moglo priti tudi do te solidarnosti, pa skandinavske države niso za to. In ko se bo enkrat zgodilo, da bomo mi ta dolg, ki smo ga zdaj naredili, ker zdaj ta denar, ki ga je vlada razdelila v prvem, pa ga bo delila v drugem in tretjem paketu. Nekateri bodo ravno danes dobili, recimo upokojenci, študentje. Seveda. Kar je sicer dobro, ne? Jaz bom tako rekla, pa naj ne bodo užaljeni upokojenci. Mi sindikati, kot sem že prej rekla, delamo za to, da se pokojninska reforma spremeni, da se zadeve uredijo na drugačen način, ker midva sva si oba soglasna, da pokojnine so mizerne. Resnično mizerne in upokojenci živijo mizerno. Če je samo en upokojenec, zelo težko preživlja iz meseca v mesec. Najme ljudje ne razumejo napak, pa tudi študentje, pa vsi tisti, ki imajo recimo otroke, večje družine, pa otroške dodatke, ko bom zdaj povedala morda nekaj bogokletnega. Ampak pokojninski sistem in socialni transferi se niso ustavili zaradi koronavirusa. Edino, kar se je ustavilo delo, proizvoden, gospodarstvo se je ustavilo. In tukaj je vprašanje smiselnosti vsega tega. Jaz ne rečem, da ne privoščim, ampak to se nam bo sploh tistim, ki si jih omenila z nizkimi prejemki. Z najnižjimi. Sta pa dva verjetno, ko imate recimo 650 oba penzijo, pa ima ravno tako pripada, pa sta 130. Navajena sta recimo tudi s tem denarjem in vemo, da so naši upokojenci skromni in da znajo preživeti na to. Jaz hočem samo to povedati, da ta feedback denarja, ki smo ga zdaj zadolžili, se bo odrazil na naših dolgovih. S tem se bo zmanjševal bruto domači proizvod. Mi smo že dali eno krizo skozi. In zdaj smo počasi prihajali na zeleno vejo. Kazale so se res dobre možnosti za Slovenijo v prosperiteti samega razvoja. No, tukaj pa, če greva malce nazaj na prejšnjo vlado ali pa še tudi prejšnjo, predvsem pa to zadnjo, ki je bila Šarčeva, tudi v tem mandatu, seveda mnogo kritik na to vlado je bilo in prebrati in tudi zdajšnje vlade, veliko kritik leti na prejšnjo vlado.
ampak vseeno, ne, marsikdo je po dolgih letih prišel do normalnega regresa, neobdavčenega regresa, ne, tam okrog 800 pa več, ne, potem te minimalne pokojnine, ne, so prišle saj nekaj čez 500 evrov, ne, pa tudi minimalne plače, ker so spet v gospodarstvu zelo slabo sprejeli. Zelo slabo. Čeprav, ne, če dejansko pogledaš, koliko je to malo denarja. Izjemno malo denarja. Ampak jaz bom spet tukaj rekla, žalost je bila tista, ko je to dosegla politična stranka. Spet ne me narobe razumeti, vse te stvari so dobre. Ampak način, kako je do tega prišlo, politična stranka, ki je držala vlado v precepu. Ki je bila, pa ni bila v vladi. Tako, in je lahko za tem, da je, bomo rekli, ucenjevala, da je to izkoristila ta svoj položaj, je dosegla nekaj, za kar smo se sindikati borili ogromno časa. Vsaka leta, ja. Vsa leta. Brez politične moči. Tako, ampak problem, ki je pa nastal, mi smo argumentirano želeli spremeniti sistem, ker ga poznamo, ker te stvari, ko se enkrat spreminjajo, to je povezano. Pokojninski sistem je povezan z socialnimi transferi, blagajne se med seboj povezujejo, zakoni se povezujejo in če ti spreminjaš neko zadevo, moraš vedeti, kaj boš na drugi strani lahko povzročil. Tukaj smo pa resnično doživeli recimo to, kar se je zgodilo, da se je minimalna plača dvigala, kar je Levica dosegla, to je bilo krasno. Samo obstale so pa vse pogajanja na področju kolektivnih pogodb in to je vse stalo, ker delodajalci niso vedeli, a bojo sploh imeli denar za izplačilo. In je bilo nesmiselno, da se pač karkoli drugega dogaja in je bila narejena velika škoda. Mi smo recimo pri kolektivnem bipartitnem socialnem dialogu nazadovali za 5 ali pa 10 let. In kaj zdaj pričakuješ? Če bi danes zvečer bila nekje ob Kresu in spregovorila množici, kaj bi jim rekla? Kaj bi jim povedala? Da nismo še nič naredili. In da naj v čim večjem številu, da naj premagajo te levo-desne parcelacijo na naše pa vaše, pa take pa drugačne, pa da naj razmislijo samo o eni zadevi. Tisti, ki smo recimo na čelu, ki smo se odločili, da bomo pri sindikatu nekaj, ker želimo nekaj spremeniti. Ne zato, da bomo imeli krasno plačo, pa da nam bojo rekli predsedniki, ker to ni nič kaj veliko pomembnega, včasih je celo slabo luč nate meče. Ampak ne, ljudje si zamislijo samo eno stvar. Vsak sindikat je močen samo toliko, kolikor ima za sabo ljudi. Ker mase, množice ljudi se vlada pa politične stranke bojijo. Lahko medklic. Sindikat je financiran strani članarine. Izključno. Zdaj, po drugi strani so pa politične stranke, od vseh nas. Mogoče čisto prav, ne? Od vseh nas. Tudi od članarine, ampak potem pa tudi od uspeha, vsaj 1% na volitvah, od uspeha na volitvah. In vsak mesec prihaja... Prej eno določeno Ampak, Igor, jaz bi tako rekla, a ni boljš, da smo tako, kot smo? Ne glede na to, da politika naj se financira iz kjerkoli se hoče. Ker če smo mi financirani iz članarine... Ampak, mimogrede, ne? Se financira, ampak ko pa pogledamo njihov račun, je pa vse v minusu. Oni nam vladajo, za svoje finance pa ne znajo poskrbeti in se človek vpraša, kako bodo potem poskrbeli za zadolževanjem verjetno. Ne? No, jaz se spomnim, ko smo se enkrat s Francetom pogovarjala, ne? Pa sva govorila tudi o vodenju države. In je on dal eno zelo preprosto primerjavo. Je rekel, se to ni nič posebnega. Ampak gledati je treba drugače. Če imaš ti mikro pa makro zadevo. Mikro je, če gledaš na svoje lastno gospodinjstvo. Koliko ti lahko, kaj vse lahko in če enako ravnaš z državo, potem ne bo tako. To je preprosto, to je ta zdrava kmečka pamet, ki jo zelo radi uporabljajo nekateri jo pa ne marajo, ker je predvsem logično. No in če zdaj to prenesemo na stranke, prav je, da so. Če v svojih vrstah ne more poskrbeti, da se morajo zadolževati, da gre lahko iz volitve na volitve, da imajo lahko toliko pa toliko zaposlenih, potem se reče še, kako bojo pa potem vodili državo, ki je pa malce večja. Če še svojih financ ne morajo. In to je tisto, česar se lahko naprej bojimo. Tisto, kar sem ti pa prej hotela povedati, da smo pa mi, recimo, ko smo izključno vezani na članarino naših članov, je pa boljše, ker ne more nas nobeden kupiti.
In to je pomembno, da smo s tem samostojni, ker država ti potem ne more nečesa odreči. Morate državi javno poročati, koliko članov imate. Veš, da se zdaj pripravlja neka zakonodaja povezana tudi z umestitvijo kakšnih objektov v naravo, tudi elektrarn, da bi se te okoljevarstvene organizacije morale javno pokazati, koliko članstva imajo, ali sploh lahko dajo kakšno mnenje k določeni investiciji. Jaz moram reči, da sem že pri sami GDPR-ju pa pri varstvu osebnih podatkov pri spremembi naletela na zelo pozitiven odziv informacijske pooblaščenke, ko sem ji povedala, da pač nikakor tudi njej ne nameravam razkriti števila in članov, ki so tam. Ker poanta tega je, da člani, nekateri ne želijo, da se ve, da so člani sindikata. In to je treba spoštovati. Normalno. Ker imajo lahko težave in to velike. Vemo, da se in politika, in delodajalci, in vsi ljudje se lahko obrnejo proti enemu človeku in da znajo to zelo dobro delati in smo že doživeli marsikaj. Recimo zdaj tale primer Lidlove neuspešne predsednice, ki se je zgodilo, karkoli se je zgodilo, in jaz sem 100% prepričana, da je ona izgubila službo zaradi tega, ker je sindikalistka, ne zato, ker bi slabo delala. Mogoče tudi zdravstveni delavec, sicer Hrvat po rodu, ki je tudi izgubil odpoved v Kopru v enem zavodu, kjer kot bolničar, pa je bil tudi sindikalni zaupnik. Vsaka taka zadeva je sigurno čudna, če je ta oseba prej vpeta v to, da se je pogajala, da je nekaj želela spremeniti, nekaj dobrega narediti za delavce v tistem kolektivu, kar naenkrat, pa je bila mogoče prej ne vem koliko časa tam zaposlena, zdaj se pa kar naenkrat pojavili, da ta človek pa kar delati ne zna. Je pravilna moja ugotovitev, da vsi delavci tam, kjer vidijo, da se onemogoča delovanje nekega sindikata, bi morali še toliko bolj zastriči z ušesi in se učlaniti. Ker če nekdo ne želi, da deluješ, pomeni, da se te boji na nek način. Ne? Ker bi lahko v nadaljevanju odkril netransparentno delovanje ali pa morda odkril, da ne spoštuje vseh pravil ali pa da ti evidentno laže, kar pomeni, da recimo dobiček, ki bi se mogel razdeliti tudi med tiste, ki so ga ustvarili, bi lahko drugače bil razdeljen, kot je zdaj. Seveda, da se nekateri delodajalci nimajo proti temu nič in še celo sodelujejo s sindikatom, kar je pravilno. Ker takrat pridemo do najboljših rešitev. Tam, kjer imamo pa težave, so pa vedno skrite neke umazanije. In to je čist prava ugotovitev in jaz ne vem, potem imajo pa ljudje tisto, če sam jaz pridem, pa ne moram nič narediti. Ja, če priješ ti, pa Janez, pa Francel, pa vsi ostali. Še verjetno teže pa je, če bi obveljala ta ureditev, da mora biti javno objavljeni, kdo so člani, pa koliko članov je. To bi bilo še veliko slabše. Sej bomo tako rekli, tudi stranke nimajo objavljenih javnih list, ampak tudi delodajalec bi lahko pogledal. Ker delodajalec je po zakonu dolžan odtegovati člane. Tudi tukaj smo imeli problem, ker so se zelo borili za to, da ne bi bilo treba tega izvajati. Odtegovanja članarine. Nekateri so pa želeli zaposleni individualno, da so sami plačali preko položnic. Takih imamo zdaj čezdalje več. Ker se bojijo svojih delodajalcev in jim recimo rečeš, v vašem podjetju imamo urejeno sindikalno celico. Pristopite tja, boste imeli, ne, jaz ne želim, da me kdorkoli, da se ve, ker imam občutek, da bom zaradi tega imel to in to in to. Torej se da tudi mimo tega preko položnic. Kar je sicer žalostno, ampak tako je. No, malce si že se dotaknila tudi nadzora. To je nek način nadzor, da nekdo ve, kdo je v sindikatu. Kdo je vaš, pa kdo je naš. Tako. Pa zdaj so spet neke težnje, pa ne samo pri nas, po celem svetu, da bi se ljudi še bolj nadziralo. Sploh zdaj v času pametnih telefonov. Dobro, jaz verjamem, da jaz imam tudi zdaj mobilno gostovanje odprto na mobitelu, imam tudi lokacijo, ampak se ne sekiram, pač zavestno ne me kontrolirajo, ampak druga stvar pa je, če je to zakonsko opredeljeno. Da ti to država predpiše, da ti politika to predpiše. Potem se vprašaš, zakaj je to potrebno. In tam je strah. Ali pa se vprašaš, ali smo se za to borili? To je res, da je, ampak zakaj, recimo, če bi bil
vse to, kar so zdaj govorili, te možnosti sledenja po telefonu, samo zaradi tega, da recimo lahko človeka, ki ga daš v karanteno, da ti ugotavljaš, da ta človek je v karanteni, da spoštuje tisto, kar je, da ne ogroža drugih, ne. Če so te stvari, potem lahko razumeš to težnjo, da nekoga lahko nadzorujemo. Drugega pa ne, vse nas nadzorujejo na svoj čas. Po drugi strani pa to pomeni tudi, da država ne zaupa državljanom. Državljanom ne zaupa, pa še svobode. Evelin je bolana, zdaj pa bolj, da jo nadziramo, če ne bo doma. Ne? Se pravi, da ja. Pa se boš, ne? Ampak gre za neke vrste, si vzgojena tako, ne? Neke vrste medsebojno nezaupanje, ne? Ker tudi, če bi država drugače delala do državljanov, čeprav midva zdaj govoriva zelo eno tako zanimivo teorijo, ne? Kaj pa je drugače država, ne? Ker državo sam s travniki, pa z ozemljem, pa z zrakom, pa s stavbami nimamo, država smo ljudje. In tega bi se mogli zavedati, da smo država mi. In ko bi se to zavedali, bi bilo morda drugače. Ampak to zaupanje med tistimi, ki smo jim mi zaupali, da to državo vodijo v dobrobit vseh, pa med nami je porušeno. In zaradi tega morda tudi te želje in težnje, to tudi v svetovnem pogledu, da nas bojo nadzirali. Ne? Eni zato, ker želijo nekaj prodati, eni zato, ker želijo nekaj drugega. Jaz bolj gledam, da tale farmacija mi čezdalje bolj ni všeč, pa njihovo delovanje. Ne? Čeprav vsi pričakujemo, ne, da čim prej Ja, pričakujemo, da bojo našli to cepivo, ampak zakaj more pa, ne vem, že od majhnega si čistiti jetre otrok in mi, včasih, ko smo že se midva sva iz tistih časov, ko smo si jetre, nismo nič čistili z zdravili. Mi smo takrat, če smo bili bolani, smo šli zdravniku, smo imeli takrat zdravila, pol pa niso bile reklame po televiziji, a zdaj pa Linox, pa aspirin, pa ne vem kakve, vse živo, pa to, tret, da imamo to. Ja, se smo lahko zdravi, če zdravo jemo. Pa da se gibljamo, pa da kaj počnemo pametnega. Ni treba zdaj. Jaz mislim, da tukaj farmacija, da te produkti njihovi, ki jih vse posod, pa ne samo farmacija, vse druge stvari so tiste, ki želijo nekako nadzirati ljudi, pa videti, kako bi čim bolj prodale ali pa svoje zadeve na širši množici lahko razširile, da bi imele prosperiteto, ne? Da bi prosperiralo v tem smislu, ko neke skupine ljudi želijo, ne vem, jaz se enkrat spomnim enega človeka, ki je rekel, 5 let bi rad delal, pa takrat bi rad toliko zaslužil, garal bom 5 let, kar ne vem koga, da bom pol lahko 30 let ali pa ne vem koliko časa do konca živel od tistega, kar sem naredil. Ja, hudiča koš pa počel. Zdaj smo videli, recimo zdajle v ta korona, pa to, kar se nam je zdaj naredil, je morda slaba za tisto, kar sva prej govorila. Za gospodarstvo, za prosperiteto, za to, kar je Slovenija že dosegla. Morda je pa dobra zato, da se ljudje malo zazremo. Da je lušen na šiht hoditi, ne? Zelo lušen je na šiht hoditi, zelo lušen je v šolo hoditi. To otroci zdaj spoznavajo, ker so prej težko hodili. Zelo lušen je nekaj početi, se učiti, recimo maturanti tudi želijo na drugačen način in se jim gre, da pridejo. Ljudje bomo spoznali, da bistvo tistega, kar smo mislili, da je sovražno, je tisto pravo naše življenje. Predvsem bomo pa spoznali, koliko recimo lažje se znamo zorganizirati, če smo prisiljeni v neki. Zdaj smo mogli hoditi v naravo, zdaj nismo mogli paradirati po trgovskih centrih. Odlično. Smo spoznali vsak kamen v občini. In je zelo fajn, da smo ga spoznali, zato ker smo zdaj naredili bistveno več kot prej, ko smo šli v nek trgovski center, otroci so šli tam na ena igrala, ki so polna zdaj enih bacilov, hvala Bogu, da tega ni, ne? In so se tam igrajčkali, mi smo kave pili, pa kosila, si na hit jedli tisto hrano, pa nakupili ne vem koga, pa trače poslušali. Zdaj smo se pa zamislili o sebi, zdaj smo hodili pa v naravo. Končno so nekatere družine bile skupaj in so se začele spoznavati. Ker se sploh niso prej morda poznale. In se sva videla tudi, da nažalost je prišlo tudi do porasta iskanja odvetnikov za ločitve, ne? Ker nekateri ljudje očitno živijo eden mimo drugega. Tudi to je. In če drugega ne, da recimo letos nam je tale virus preprečil tudi to tradicionalno, kar sva prej začela, kresovanje in to največji delavski praznik, kar ga kdajkoli poznamo še iz časov iz Chicaga 1886, ko so bile 3 osmice in pač tisti protesti. Toliko časa že trajajo ta kresovanja, sploh recimo v Ljubljani na Rožniku je letos okrogla obletnica 130 let od prvega
kresovanja in se je obdržal skozi, do letos ga pač ne bo. In če je že to žalostno, da nimamo teh možnosti, da smo bili socialno dolg časa izolirani, pa da bo gospodarska kriza nam povzročila veliko težav v našem nadaljnjem življenju. Sindikatom pa veliko dela? Ogromno dela, mi smo pripravljeni na njega. Ampak hočem to povedati, dajmo ljudje iz tega potegniti nekaj, kar je najboljšega. Dajmo se zavedati, da smo zmožni in kakšni smo, da smo socialna bitja, ki ne rabijo ne vem koliko denarja, ne vem kakšne krasne vile. Ker tako kot si dejala, nič ne bomo sabo nesli. Nič ne odneseš prvs, oziroma bivše naše Zagorje na Globokarjev hrib, pa nas v Gabrsko ne odneseš nič s seboj, ali te raztresejo, ali imaš pa 2 metra nad sabo, to ti dajo in to ti pripada, nikomur ne bo ušlo. Ampak v tistem času, ko smo pa tukaj, dajmo narediti nekaj dobrega, ne samo za sebe, tudi za druge, ker če bomo mi zadovoljni, bojo tudi drugi zadovoljni. Evelin, pa ne bo to tudi sporočilo delavstvu, ne? Točno to. Ob 1. maju, razen če imaš še kaj drugega za povedati. Jaz bi jim želela samo v tem prazniku, ki je res velik, pa če se ljudje zavedajo ali pa se tega ne zavedajo, mi se, ki smo v tem poslu, se zavedamo, da živel 1. in 2. maj, to sta 2 dneva, jaz vedno poudarim 1. in 2. maj, delavska praznika, odpočite si, tudi od karantene, razmislite dobro za naprej, kaj boste počeli, komu boste zaupali, dejte, uporabite številčnost. Če že ne želite biti v prvih vrstah, uporabite to, da date tistim, ki pa želimo biti v prvih vrstah, možnost, da smo številčni, ker takrat bomo lahko dosegli marsikaj. In mi ne bomo pustili, že zdaj ne bi, da se take stvari dogajajo, kot smo jih zdaj videli, in tudi kot sama državljanka Republike Slovenije apeliram na ljudi, da to poskušajo na tak način spremeniti, drugače mi ne moramo kot z volitvami. Da kaznujejo to delo, to, kar se je zdaj dogajalo, ne samo tukaj pri sindikalizmu, da se vključijo, pa da nam dajo možnost, da izborimo, da nam ne bojo pobrali še tistih pravic, ampak da tudi tukaj kaznujemo za njihovo te nečednosti, ki se zdaj dogajajo. In da naj predvsem razmišljajo o svojih družinah, pa o tem nadaljnjem življenju, pa o samooskrbi, za katero smo zdaj le videli, koliko bi bilo fajn, če bi imeli v Ormožu še tovarno sladkorja, ne pa da imamo skladišče in razne stvari in poskušamo te stvari spremeniti, dokler je še čas za to, da bojo naši otroci živeli tako, kot smo živeli mi nekoč, preprosto, ampak zadovoljno. Naj bo dovolj. Evelin, hvala ti. Hvala pa tudi vam za pozornost in če tole spremljate že po praznikih, upam, da ste jih lepo preživeli. Če pa spremljate ravno na praznik, pa srečen, pa lep 1. maj. Srečno!